Dobrodošli na januarskih bralnih mišicah. Pri nas doma smo vedno praznovali godove. Včasih je bil vendarle god pomembnejši od rojstnega dne. Ampak pojdimo lepo po vrsti. Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da je god dan v letu, ko je osebno ime kakega človeka navedeno v koledarju. Vendar je god mnogo več kot to. God imamo na dan, ko je naš zavetnik umrl. Torej se je rodil za nebesa, kot pravimo. Lahko bi rekli, da je god privilegij kristjanov, saj zavetnika določijo ob krstu glede na naše krstno ime. Krstno ime. To je ime, ki je vpisano v našem krstnem listu. Pogosto je enako našemu rojstnemu imenu iz rojstnega lista, če le imamo svetnika soimenjaka. K sreči poznamo veliko svetnikov. Če je naše ime, na primer izpeljanka iz daljšega imena svetnika, na primer Lovro iz Lovrenc, ali tuja različica imena, na primer Mirjam, Marija, se starši z duhovnikom navadno odločijo kar za to ime. Če obstaja več svetnikov z istim imenom, za zavetnika po tradiciji izberejo tistega, ki praznuje na dan najbližje otrokovemu rojstvu. Nekateri starši otroka poimenujejo po svetniku, ki jim je pri srcu, in za god izberejo datum, ko goduje. Včasih pa se za malenkost zatakne. Nekatera sodobna, eksotična imena ne zvenijo prav nič podobno tradicionalnim. Ampak to sploh ni problem. Nasprotno, to je celo lepa priložnost za starše, da otroku izberejo še krstno ime. Ime, ki ga dobi po enem od svetnikov. Navadno je to svetnik, ki ga starši poznajo in jih njegovo življenje nagovarja. Če pa svetnikov ne poznajo, duhovniki z veseljem ponudijo pomoč. Pravijo, da ni lepšega kot pripovedovati čudovite zgodbe o svetnikih, ki so po vrhu še resnične. Izbrani svetnik postane otrokov zavetnik, god pa vpišejo v krstni list. Včasih pa ni bilo tako. Ne tako dolgo nazaj, še pred kakšnimi 70 leti, so otrokovo ime in s tem zavetnika izbrali na drugačen način. Najpogosteje so otroke poimenovali po starših, zlasti prvorojenca ali prvorojenko, ali drugih sorodnikih, pogosto tudi po botrih. Poznaš koga, ki ima god in rojstni dan na isti dan? To so predvsem starejši ljudje, ki so ime dobili kar po svetniku, ki goduje na dan njihovega rojstva ali kak dan prej ali pozneje. Njihovi starši so se temu svetniku navadno zelo priporočali med porodom. Zavetnik je lahko prav vsak svetnik. Zakaj ga sploh imamo? Pomembno je zavedanje, da zavetnik ni samo ime ali slika na podobici. Je konkretna oseba, človek, ki je živel na istem svetu kot mi. Zaradi velike ljubezni do Boga, požrtvovalnosti, predanosti, miroljubnosti, pomoči bližnjim in drugih dobrih lastnosti ter zgledov pa je bil po smrti razglašen za svetnika. Od dne, ko smo bili krščeni, ima ta svetnik še eno nalogo. Da bdi nad nami, nad našim vsakdanjikom, težavami, tudi nad našimi neumnostmi. Kot že njegovo ime pove, nam daje zavetje. Lahko se mu priporočamo, mu potožimo, ga za kaj prosimo. Noro bi bilo, da ne bi izkoristili teh zvez. Svetniki, kot na primer sveti pater Pi, so konec koncev bliže Bogu in tako kakšna informacija o nas lažje pride do njega. Poleg krstnega zavetnika si kasneje lahko za vzor izberemo še kakšnega svetnika. Na primer ob prelomnicah in v posebnih življenjskih situacijah med pripravo na prejem zakramentov, pred maturo, med nosečnostjo ali selitvijo, se lahko priporočamo še komu in se zgledujemo po drugih svetnikih. Svetniki komaj čakajo. No, god pa kljub temu praznujemo le enkrat na leto. Ali veš, da so do nedavnega praznovali godove, rojstnih dni pa skoraj da ne? Včasih so praznovali skromno, pa vendar je vsak vedel, da je to poseben dan. Kjer so si to lahko privoščili, je mati otroku slavljencu skuhala njegovo najljubšo jed. Povsod so za darilo dobili sveže ali suho sadje, odvisno od letnega časa in domače shrambe, ponekod tudi sladke dobrote.
Običaji so se med posameznimi pokrajinami močno razlikovali. Povsod pa je God veljal za praznik in so ga temu primerno praznovali. Sosedje in sorodniki so se zbrali pri slavljencu, se družili, dobre volje nikoli ni manjkalo. Včasih so poromali v cerkev, posvečeno njihovemu zavetniku, če ta le ni bila predaleč. Danes God žal praznujejo le redki, saj so se vse te navade prenesle na rojstne dneve, ponekod pa celo izumrle. Kjer se je navada ohranila, so družinski običaji zelo različni. Za vse velja, da godovni dan zaznamujejo veselo druženje, pogovor, občutek sprejetosti in zaželenosti, seveda dobra hrana, navadno godovnjak prejme tudi kakšno majhno pozornost. Tako mu pokažemo, da nismo pozabili na njegov praznik in da ga imamo radi. Prav je, da gremo na svoj god k maši, se zahvalimo svojemu zavetniku za še eno leto dobrega sodelovanja ter mu voščimo za njegov rojstni dan. Lepo je, če spet preberemo njegov življenjepis. Morda nas kaj v njem posebej nagovori. Če ne vemo, zakaj nosimo ime po njem, vprašajmo starše. Mogoče se za vsem tem skriva zanimiva zgodba. Lepo je tudi, da se zahvalimo Bogu, da nas je poklical po takem imenu. Če imamo to možnost, obiščimo cerkev, posvečeno našemu zavetniku, tako bomo praznik še močneje doživeli. Kakorkoli že. God je čudovit dan, če si ga le naredimo takega. Zakaj godu ne bi praznovali tudi pri vas doma?